Spoštovani gospod Kristjan Magdič, prokurist podjetja Paradise d.o.o., lepo pozdravljeni. Ja, lepo pozdravljeni tudi vam in vašim gledalcem. Glede na situacijo s koronavirusom, vemo, da to vpliva na naše vsakdanje življenje, pa tudi verjetno na poslovni proces tudi pri vas v vašem podjetju, kjer ste znani po pridelavi paradižnika. No, torej, kakšna je trenutna situacija pri vas v vašem podjetju? Pri nas v našem podjetju, v bistvu, kar se tiče same pridelave, poteka nemoteno. Nekaj sodelavk je dejansko doma, ker skrbijo za otroke, ki so drugače šoloobvezni, pa nimajo kam z njimi. Drugače pa delo poteka nemoteno, vsakemu od sodelavcev izmerimo temperaturo, preden stopi v službo, v objekt. Razdeljeno imamo tudi tako, da jih vsi istočasno ne pridejo v službo, zato da je manj stika. Ko so enkrat v rastlinjak je velik, pa tako ali tako ne prihaja do nekih medsebojnih stikov. S tem, da mi ne samo zaradi tega koronavirusa ali pa bolezni COVID-19, mi tudi že več kot eno leto imamo zelo stroge ukrepe zaradi enega drugega virusa, ki napada paradižnik po Evropi, in si seveda ne želimo, da bi ta virus prišel v naš rastlinjak. In imamo dejansko zelo stroge higienske ukrepe že praktično eno leto, razkuževanje rok, razkuževanje nog, preoblačenje, vsak dan se sodelavci preoblečejo ločeno, se pravi, nimajo istih oblačil, s katerimi pridejo v službo in tako naprej, zato da dejansko skrbimo za čistočo, higieno, da ne prihaja do bilo kakšnih prenosov virusov, ne zdaj samo tega covida. Istočasno so sodelavci ločeni, tisti, ki delajo v skladišču, nimajo nobenih stikov s tistimi, ki delajo v proizvodnji, in nimajo stikov s tistimi, ki delajo v trgovini. Kar je novost, je ta, da naša trgovina oziroma luštna domačija letos, za nekaj časa smo jo zaprli, potem pa smo zdaj v bistvu odprli na način, da prodaja paradižnika in kumar in ostalih produktov poteka pred trgovino na 2 stojnicah, zato da so kupci na odprtem, da imajo medsebojno lahko varnostno 2-metrsko razdaljo in da ne pride, da bi se lahko okužili pri nas, ali pa da se naši zaposlene sodelavke, ki delajo na domačiji, ne okužijo od kupcev in obratno. Torej, skrbite za higieno in vsi ste zdravi? Zaenkrat smo vsi zdravi, hvala Bogu, skrbimo pa ja za higieno. Že edini dodaten ukrep je bil merjenje temperature, drugače smo vse te ukrepe, ki jih zdaj ostala podjetja po Sloveniji v bistvu uvajajo ali pa so jih že uvedla, smo mi praktično že eno leto imeli zaradi enega drugega virusa, ki pa je škodljiv za rastlino paradižnika. Kakšni so vaši produkti za leto 2020, ki jih boste ponudili tržišču? Naši pridelki bodo isti kot v lanskem letu, se pravi, pokrite bomo imeli popolnoma vse segmente paradižnikov, to je klasičen grozdasti tip paradižnika lušt, po katerem smo najbolj prepoznavni in ki tudi predstavlja največji odstotek zasajenih površin. Potem veliki paradižnik lušt, to je tako imenovano volovsko srce, potem pa češnjevi paradižniki, miks češnjevih paradižnikov, slivo paradižnik in pa mali grozdasti tip paradižnika lušt, ki je pa nekje med češnjo pa med klasičnim grozdastim tipom, za katerim je tudi zmeraj večje povpraševanje, saj je zelo dobrega okusa. Tako da mi nadaljujemo letos z temi pridelki naprej. In prejšnji teden smo začeli v petek z prvimi 200 obranimi kilogrami, ki smo jih razprodali tam na dvorišču v 2-3 urah, malo več 3 urah recimo. Ta teden smo začeli z nadaljnjimi obiranji in tako da upamo, da v roku kakšnih 10 dni, 2 tednov bodo pa količine že tudi tako velike, da bomo lahko začeli oskrbovati tudi večje trgovske sisteme. Torej, znani ste po tem, da vedno investirate v prihodnost. Kakšna je trenutno vaša investicija? Trenutno se ukvarjamo zelo intenzivno z našo investicijo izgradnje novega 2,3 hektarja velikega rastlinjaka v občini Velika Polana, v Mali Polani praktično. Tam rastlinjak je že naročen, tudi predplačan, se že dejansko proizvaja v delavnicah.
nekje v sredini maja bi se naj začela tudi njegova montaža na sami lokaciji, rok za samo izvedbo vseh del je pa do 15. septembra. Kaj bo posebnost tega rastlinjaka v primerjavi z rastlinjakom, ki ga imamo v Vrenkovcih? Rastlinjak bo za 1 meter višji in opremljen bo tudi z sistemom za podaljševanje dneva, se pravi z lučmi, s katerimi bomo v zimskem času lahko dejansko, ko so dnevi zelo kratki, ko je premalo sončne radiacije, podaljševali dan. V tistem rastlinjaku v Polani bomo začeli saditi v oktobru in začeli obirati nekje v decembru in bomo dejansko potem obirali do poletja, za razliko od rastlinjaka v Vrenkovcih, kjer pa dejansko mi sadimo januarja, začnemo aprila obirati in obiramo do božiča. Se pravi, na ta način bomo mi pokrili v bistvu 12-mesečne potrebe po paradižniku v Sloveniji. Ne. Trenutno smo na trgu 9 mesecev s tem novim rastlinjakom, kjer se bo ciklus pridelave prekrival z ciklusom pridelave v enem delu prekrival, v enem delu pa ne, bomo dejansko na ta način pokrili vseh 12 mesecev in bomo na tržišču vseh 12 mesecev. Torej vemo, da se v teh dneh tudi navade kupcev kar spreminjajo. Začeli so iskati domačo robo, če se lahko tako izrazim. In v luči tega, kakšna so vaša pričakovanja za vaše podjetje, z vašimi produkti za leto 2020? Ja, mi v letu 2020 v bistvu ne načrtujemo nekšne bistvene rasti ali karkoli, ampak bomo zadovoljni in naš cilj je, da vse tisto, kar pridelamo, tudi v največji možni meri prodamo doma v Sloveniji, tako kot je bilo tudi vsa leta doslej. Smo lokalen domači pridelovalec paradižnika in večino paradižnika smo že do sedaj prodali na slovenskem trgu in želimo si, da bi tako ostalo tudi letos, da bo praktično povpraševanje ostalo nespremenjeno, kljub neki napovedani recesiji in da bomo dejansko uspeli pretežni del prodati doma. Gospod Magdič, zdaj v teh dneh vsi so polni ust te samopreskrbe. Vi se itak s tem ukvarjate. Kakšna je vaša ocena? Glede na to, da na področju zelenjadarstva nismo samooskrbni niti 50%, kdaj bi realno lahko postali tam približno 100% samopreskrbni za zelenjavo? To je malo širše vprašanje, ker samooskrbnost v katerem letnem času, ne? Če govorimo o samooskrbnosti v poletnih mesecih, je Slovenija samooskrbna. Ne samo, da je samooskrbna, pridela še celo neverjetne zelenjave, kot jih sploh potrebujemo. Ne. Zato imajo nekateri kmetje potem poleti težav. Problem je, da vsi pridelujejo takrat v tistem mesecu 2 čez poletje, preostalih 9-10 mesecev pa ni pridelovalcev. Ne. Zato je ta naš projekt bil tudi tako pomemben za Slovenijo, saj mi dejansko pridelujemo izven sezonsko in s tem zmanjšujemo v tistih hladnih mesecih uvoz iz tujine. In če želimo v Sloveniji postaviti več takšnih projektov, kot je naš, je ocena, da bi lahko bili samozadostni v 5 do 10 letih, saj so pač enostavno birokratski postopki za izgradnjo rastlinjaka tako dolgo. Za primer, ker se rastlinjak smatra kot klasična zgradba po slovenski zakonodaji, ker je pač priklopen na elektriko, plin, kanalizacijo in tako naprej, se po zakonodaji smatra kot klasičen objekt. Rabiš, če želiš investirati v tak objekt, najprej rabiš kupiti kmetijsko zemljišče in to kmetijsko zemljišče spremeniti namembnost zazidljivo. To vemo, da traja tam od leto do 2 leti, recimo leto pa pol. Potem, ko imaš to, ker je rastlinjaki ponovadi, seveda, ko greš gradnjo rastlinjaka, ne greš delati 30 arov, ampak greš vsaj 1 hektar, 2 hektarja, ne. Vsak objekt v Sloveniji, ki je večji od 1 hektarja, rabi postopek presoje vplivov na okolje, ki ga izvaja ARSO. To traja spet okrog leto pa pol. Če imaš srečo, v leto pa pol speljejo postopek, po katerem ti dovolijo, da lahko ti tak objekt zgradiš. Potem je gradbeno dovoljenje sledi, ko imaš vse te papirje, to traja cirka 3 leta, še vodno soglasje rabiš in tako naprej. Ko imaš vse te papirje, v 3 letih uspeš dobiti, potem greš na Ministrstvo za kmetijstvo na razpis,
recimo zato, da dobiš nekaj nepovratnih sredstev za samo investicijo, se so visoke investicije in brez podpore države težko greš skozi. Spet traja 1 leto, potem je 1 leto gradnja in si hitro na 5 letih. Da vaši gledalci dobijo občutek, kako dolgo trajajo te postopki, zakaj smo tako počasni. V Avstriji dobiš 3 mesecih vse. Torej, pri nas še bo ta zgodba samo skrb. 3 mesece imaš gradbeno, imaš vse in greš graditi. Dobro, gospod Magdič, čas se nam počasi izteka. Morda še za zaključek sporočilo našim gledalkam in gledalcem, ki nas sedaj spremljajo ob tem intervjuju. Ja, nič, vabljeni k uživanju naših luštnih paradižnikov, ki bodo kmalu prišli vse trgovske sisteme po Sloveniji. Na naši domačiji v Rekovcih je pa tako pač je odprta in je možno pač dobiti naš pridelek že tudi danes. Pa naj bodo vsi skupaj, vaši gledalci seveda, naj ostanejo zdravi, naj si probajo čim lepše urediti ta čas karantene.